Glede na to, da se bo začel kulturni program na shodu za znanost, vas prosimo, da pridete vsi malo bližje. Ni te v glasu vetra, ne v razmetanosti gora, ni te v cvetu in če kličejo ptice, ne kličejo tebe, ni te v goloti zemlje, ne v težkem vonju trav. In če sadiš rože, da bi ti dišale, rože dišijo sebi, rože dišijo sebi, rože dišijo. In če zgradiš cesto, ti bo cesta govorila o sebi. In če postaviš dom, če ga napolniš z dragimi predmeti, te bo nekega dne sprejel kot tujca. In predmeti bojo govorili sebi svojim jezikom, posmehljivim zate, posmehljivim zate, posmehljivim. Je studenec zato, da bo gasil tvojo šejo, in reka zato, da te bo kopala v hladnem naročju. Lažje, da te bojo stvari tolažile z mirnim spominom, ker nekega dne se ti bo uprl ves tvoj svet. Nekega dne bojo stvari spremenile imena, takrat bo kamen sovraštvo, veter bo groza, cesta bo strah, ptice ti bojo zabijale v čelo skeleče žablje glasov, reka bo obup. Tvoji predmeti bojo tvoja krivda in tvoji tožniki, svet bo porušen, svet bo brez imena. Takrat ti bo moralo biti vseeno, sedel boš v zapuščenem kotu, zaprl boš oči
da bi ničesar ne videl, predvsem da bi ne videl svoje zgubljenosti, v zgubljenosti izumrlega sveta, da bi ne pomislil, da moraš karkoli storiti, kamorkoli stopiti, z nogami, ki bojo tanke, 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 kakor noge suhe južine. Samo tvoja glava bo velika, tvoja glava, ki bo cvetela belo kot magnolija. Dolgo boš imel v jami, beli jami, dolgo boš iskal svoje ime, a takrat bo bolje, če boš našel ime za konec kot za nadaljevanje. Davor Janić bo povedal psalm Andreja Lupinca Lupota. Živeli znanstveniki, če ne znaš molit Gospodu, si bom izmislil molitev zate. Eno kratko, brezbožno molitev ali gensko spremenjeno pesem. Ateistično pesnitev za izmišljenega Boga, ki svetniški si ga obseva. Slavimo ga, prosim, slavimo ga, majhnega, pretkanega poslovodjo. Če ne bi bilo lune in njenega odseva, tudi te pesmi ne bi bilo. Nekoč je bila svetloba, iz katere se je porodila materija. To so bili prašni delci, iz katerih so pozneje nastale banke. Podjarmile so si vodo in vse živali, ki so bivale v njej, ali pa so zlezle na kopno. Ta bitja so se potem preobrazile v odvetnike, kot so jaz in ti. Zato blagoročem, ki gledajo se te mogočne zgradbe, blagor spretnim rokam, ki so jih gradile, blagoslov zvitemu korporativnemu umu. Ta razume vse tiste, ki z nasmeškom prihajajo v klimatizirano notranjost. Povzdigniva glas k nebu in slaviva neskončno modrost hitrosti, prosim, medtem ko čakava poslednji informaciji o tem, kako propada konkurenca. Pridi, prijatelj, pridi, opazuj, kako se sesuva svet. In poglej na monitor, kako je bilo nekoč, ko so bile blagajne še mehanske. Zaupaj, prijatelj moj, v njegove ideje in v svoje telo, ki je njegov tempelj. Neguj svojo ljubezen, kakor neguješ svoje zobovje. Prijazno ponudi zatočišče, toploto in objem in verjemi mi, dobro bo poplačano z dobrim, slabo slabim, zlo zlobnim. Poljubi nebo in hodi v štric s Gospodom.
ne štej korakov in glej ga v oči. Čeprav Gospodu, izmišljenemu Bogu, v snažni, izlikani obleki še begunci ne verjamejo. Ne uničuj mojega stvarstva, kajti tvoje je moje kraljevstvo. Zapri oči, da te poljubim nanje in te zazibljem v sanje, ker čuj še vedno danje in ostra luč boli nevajene oči. Zapri oči, v temini ti laže, v njej človek teže laže, v njej vsaka stvar pokaže podobo milosti za skušene oči. Pokril jih bom s dlanmi, da bo njih milo bilo, nazadnje pomirilo še mojo slepo kri in vedežne oči. Zapri oči, ker mojih moči ni, enkrat samo odprle so se in se zazrle, zavedno v svet luči, kjer vsakdo obnevi preplašenih oči. Od teh oči, teh žalostnih oči, ne morem več zapreti, ukaz je dan bedeti in brez miru trpeti. Nazaj ni več poti, zapri oči, zapri, ker mojih moči ni. Drage kolegice, dragi kolegi, raziskovalke in raziskovalci. Pozdravljeni na shodu za znanost 2018. Moje ime je Boštjan Nedoh in prihajam iz Filozofskega inštituta ZRC SAZU, se pravi iz tele hiše, pred katero stojimo. Kolegi iz organizacijskega odbora shoda za znanost so name delegirali nalogo usmerjevalca nekaj malega prometa, kolikor ga bo danes na temu odru. Preden pa dam besedo še drugima dvema kolegoma iz organizacijskega odbora, kolegici Tjaši Tolar
in kolegu Gregorju Majdiču, ki vas bosta tudi nagovorila. Mi prosim dovolite, da tudi sam povem nekaj uvodnih besed. Jutri, 19. aprila, bo minilo natanko leto dni od prvega shoda za znanost v Sloveniji. Lanskoletni shod je bil v vseh ozirih prelomen. Raziskovalke in raziskovalci, ki se v večini redko izpostavljamo drugje, kakor na svojih znanstvenih področjih, smo v skoraj 4-mestnem številu odšli na pohod od Moderne galerije do Državnega zbora, kjer smo postavili paviljon znanosti ter na ta način sedečim v Državnem zboru darovali svoje najboljše znanstvene dosežke. Kljub temu, da je lanski shod potekal enako kakor letošnji, pod okriljem globalnega March for Science, nas k organizaciji shoda ni vodila samo abstraktna pripadnost globalni znanstveni skupnosti, temveč predvsem nevzdržne razmere, v katerih iz dneva v dan delujemo. Antiintelektualistični duh se namreč že dolgo časa širi po naši družbi in državi in se je vanje že globoko zakoreninil. S tem se je samo okrepil že potekajoči trend razpada infrastrukture družbene solidarnosti. Politične stranke in politiki, ki so bili z redkimi izjemami vse skozi avantgarda tega antiintelektualizma in nerazvojnega razmišljanja, že dolgo gojijo izjemno ignorantski odnos do znanosti, s katero pravzaprav niti ne vedo, kaj početi. Pogosto se zdi, kakor da jim je ta samo v napoto in spotiko. Zato ni naključje, da se je v času krize več vlad zapored odločilo, da bo znanstveno-raziskovalna dejavnost eno od prioritetnih področij varčevanja. V letih 2009 do 2015 se je namreč delež proračunskih sredstev za to dejavnost v Sloveniji znižal za neverjetnih 30%. Več je ta država v času krize privarčevala samo še pri revnih. Dejstvo, da je večina evropskih držav v času krize povečevala proračunske izdatke za raziskave in razvoj, slovenskih politikov ni niti malo zanimalo. Posledice varčevalnih rezov v raziskovalni proračun se danes že kažejo. Nedavne raziskave so namreč pokazale, da so dobički podjetij v Sloveniji predlani zrasli za več kot 94%, leta 2017 pa bili neverjetnih 3,2 milijarde evrov. Povprečna bruto plača temu gibanju ni sledila, saj se je povišala le za 1,2%. Poleg tega je znano, da prebivalke in prebivalci Slovenije po večini delamo več kot 40 ur na teden, od tega vsaj 20, tudi nadure, ki neredko sploh niso plačane. Raziskovalke in raziskovalci takšne razmere zelo dobro poznamo. Iz vseh teh podatkov ni težko izpeljati sklepa, da toliko opevana gospodarska rast ni posledica novih spoznanj in iz njih izhajajočih tehnoloških inovacij in novih rešitev, temveč slabo plačanega dela. Mnoge mednarodne organizacije tako Slovenijo že dlje časa opozarjajo, da mora nujno zamenjati razvojno paradigmo, ki naj temelji na rasti in produktivnosti, podprti z raziskavami in inovacijami, ne pa na povečevanju intenzivnosti dela. Zato se danes nismo zbrali samo s komemorativnimi nameni, da obeležimo prvo obletnico lanskoletnega shoda in se ponovno pridružimo kolegom in kolegicam po svetu. Zbrali smo se zato, ker nas kljub nekaterim izboljšavam, te še niso pripeljale niti na vodno gladino. Res je, da smo v zadnjem letu skupaj uspeli zaustaviti hitro napredujočo vsesplošno degradacijo naše dejavnosti in jo dejansko rešili pred dokončnim propadom. Od zahtevanih dodatnih 20 milijonov proračunskih sredstev v letu 2017 ter dodatnih 40 v letu 2018 smo jih uspeli izboriti skupno 27 milijonov, od katerih sicer velika večina šele čaka na realizacijo v tem letu. A to so parcialni ukrepi, s katerimi se samo gasi požar večjih razsežnosti. Še vedno nimamo novele krovnega zakona, ki bi dolgoročno in sistemsko uredil temeljne pogoje našega dela, od obsega financiranja raziskovalne dejavnosti do načina delitve denarja. Drži, da je delovna skupina pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport konec januarja
tega leta prišla do verjetno najboljšega osnutka novele zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki bi stabiliziral razmere in sistemsko uredil vsaj raziskovanje na inštitutih in univerzah, glede na to, da za ureditev dela, ki se nanaša na inovacije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ni imelo ne interesa in ne posluha. To besedilo med drugim predvideva postopno zviševanje proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost do 0,7% v 5 ter do 1% bruto domačega proizvoda v 10 letih po uveljavitvi zakona. Predvideva tudi omejitev in skrajšanje mandatov v vseh ključnih organih ARRS, kar bi prispevalo k transparentnejši delitvi javno raziskovalnega denarja, ter ureditev upravljanja s premoženjem na javnih raziskovalnih zavodih na enak način, kot je to področje že urejeno na javnih univerzah. A to besedilo je žal obtičalo v medresorskem usklajevanju, saj so ga predstavniki Ministrstva za finance v finančnem delu povsem izmaličili. Namesto dolgoročne stabilizacije razmer in povečanja obsega financiranja na ustrezno raven, so varuhi proračuna prepričani, da je znanost proračunski strošek, ki ga je treba, enako kakor vse druge stroške, zmanjševati. Besedilo, na katerega je bilo Ministrstvo za finance na koncu pripravljeno pristati, bi delež proračunskih sredstev, ki ga Slovenija namenja za raziskave in razvoj, utrdilo na sedanjih sramotnih 0,39% bruto domačega proizvoda, s čimer se Slovenija umešča na sam rep med vsemi evropskimi državami. Drage kolegice in kolegi, raziskovalke in raziskovalci, danes smo se tukaj zbrali, ker naš boj za avtonomijo raziskovalnega dela in proti antiintelektualizmu še zdaleč ni končan. Nasprotno, šele dobro se je začel. Od prihodnje vlade zahtevamo, da nemudoma nadaljuje s sprejemom že pripravljene novele zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki bo stabilizirala razmere, zagotovila avtonomijo raziskovalnega dela in povečala obseg proračunskih sredstev na 1% bruto domačega proizvoda. Prav tako zahtevamo, da ARRS določi fiksni datum letnega projektnega razpisa, saj je nedopustno, da moramo raziskovalci in raziskovalke svoje delo vsako leto znova iz meseca v mesec prilagajati zamikom tega datuma strani agencije. Seveda, če do razpisa sploh pride. Ne smemo namreč pozabiti, da se je v zadnjih 8 letih zamikom datuma letnega projektnega razpisa pri agenciji, od katerega smo raziskovalci odvisni seveda, privarčevalo skoraj 3-letne projektne proračune. Drage kolegice in kolegi, raziskovalke in raziskovalci, danes smo tukaj zbrani iz vseh znanstvenih področij. Prav vsak izmed nas prispeva k družbenemu napredku in k prenosu intelektualne dediščine človeštva. Prav vsak izmed nas prispeva k novim znanjem in prav zato je vsak izmed nas pomemben. Zato nam naše poslanstvo nalaga tudi posebno etično in družbeno odgovornost. Kljub temu, ali pa morda prav zato, ker nas način financiranja naše dejavnosti pogosto sili v medsebojno tekmovanje, ne smemo pozabiti na razvijanje medsebojnega sodelovanja in solidarnosti. Samo skupaj smo lahko močnejši in samo skupaj lahko prispevamo k družbenemu napredku, ki je z znanostjo neločljivo povezan. Prihodnost bo ali znanostjo, ali pa je ne bo. Hvala. Sedaj bi k besedi povabil še kolego Gregorja Majdiča iz Veterinarske fakultete in tudi člana organizacijskega odbora Shoda za znanost. Zakaj slovenska politika ne ve, kaj bi znanostjo? Znanost je gonilo napredka, znanost nas je pripeljala sem, kjer smo danes. Danes, ko živimo mnogo dlje, kot so živeli naši predniki, ko so naša življenja mnogo lagodnejša, kot so bile včasih. Ko smo zdravi, imamo dovolj hrane, se vozimo z avtomobili, se pogovarjamo z mobilnimi telefoni in smo rešili številne družbene probleme iz preteklosti. Znanost ustvarja družbeno blaginjo. Z novimi izumi, ki vodijo v gospodarsko rast, z novimi produkti, ki jih prodajamo na globalnih trgih, z znanjem, ki je v današnjem globaliziranem svetu vedno bolj pomembna dobrina.
in z vedenjem, kako reševati družbene probleme in pomagati, da napreduje celotna družba. S tem znanost odločilno prispeva k blaginji celotne družbe. Le s pomočjo znanosti bo lahko slovenska država napredovala in lovila najuspešnejše države, za katere vemo, da so tja prišle ravno zaradi vlaganja v znanost in razvoj družbe. Zakaj tega slovenska politika ne vidi in ne razume? Zakaj se naši politiki ne zgledujejo po kolegih iz razvitih držav, ki v času krize še povečujejo vlaganja v znanost? Danes nas na področju tehnološkega razvoja ne prehitevajo le države za dolgoletno tradicijo vlaganja v znanost in razvoj, temveč številne hitro razvijajoče se države, kot so Kitajska, Indija in številne druge, na katere smo še nedavno gledali zviška. A slovenska država ne povečuje bistveno vlaganj v razvoj, niti v času velike gospodarske rasti. Zakaj se torej naši politike ne zavedajo, da bo nadaljnjo gospodarsko rast, vzdrževanje visokega standarda prebivalcev ter visokega standarda javnih storitev, kaj šele nadaljnjo rast tega, mogoče vzdrževati le ob vlaganju v razvoj, ki nas bodo delala konkurenčne v globalni družbi? Zakaj naša politika še vedno varčuje ravno pri znanju in razvoju, ki sta gonilo družbenega napredka? Zakaj je naše politike strah tega, kar prinaša upanje za prihodnost? Tega, kar strahove spreminja v znanje in prihodnost? Zakaj nam ne omogočijo razmer za delo, v katerih bi lahko dejavno prispevali k družbenemu razvoju? Hvala. S kratkim in zelo udarnim nagovorom vas bo zdaj nagovorila še kolegica Tjaša Tolar. Hvala, ker ste se odzvali vabilu shoda za znanost in ker še niste obupali. Po enem letu smo se ponovno zbrali, ker se nočemo sprijazniti s politiko, ki znanost razume kot strošek, ker želimo opozoriti na pomen znanosti za gospodarski in družbeni razvoj Slovenije, ker želimo zakon, ki bo raziskovalno dejavnost pravično ovrednotil, jo podpiral in ne zaviral, in ker v prvi vrsti želimo stabilno in dosledno financiranje, ki se ne bo zamikalo iz meseca v mesec, iz leta v leto in na ta način varčevala proračunska sredstva. Hvala, ker ste se znova odločili stopiti skupaj za znanost. Hvala vam. Sem rože noči, trgal na njivi prekletih, trgal se dolge noči, strup je bil žalostnih cvetih, pil sem pijačo strasti, pil sem pijačo strupela, pil sem jo v uri slasti, dušo prodal sem za meno. Skopiti, črna mu griva vihra, vrag ga ne more krotiti. Hoj!
čez njivo prekletih, ogenj v očeh plapola, ogenj je v prsih razgretih. Hop! Kadar zdivjal bo prek mene, ordale rože noči, mojo skrvjo orošene. Morda bom sam sred noči, kadar zdivjal bo prek mene, ordale rože noči, mojo skrvjo orošene. Prej sem pozabil povedati, mi smo ansambl Čompe, podpiramo znanost. Brez vedoželjnosti in brez ustvarjalnosti in brez etike ne more obstajati človeška družba, niti civilizacija. To so osnovni postulati. Tista družba, ki je slepa za to, je slepa za vse in bo končala v črnem rokavu zgodovine. Hvala ansamblu Čompe, zdaj, ker protokol tako nalaga, je potrebno na tej točki razglasiti konec tega dogodka. Zahvaljujem se vam za udeležbo, v upanju, da se čez eno leto vidimo še v bistveno večjem številu. Hvala.